Društvo Trepetlika v skrbi za obolele s Parkinsonovo boleznijo opravlja izjemno delo, saj jim omogoča zapolniti sistemske vrzeli, omogoča pristop do prenekatere obravnave, ki bi bila sicer nedostopna, saj sistemsko še ni poskrbljeno zanjo. Kateri so trenutno ključni izzivi, s katerimi se spopadate? Poglejte, največji izziv je, ko bolnik dobi diagnozo, ko ne ve, kaj je to za ena bolezen, kaj se mu je zgodilo, in to stigmo skušamo zdaj premagati s programom ABC Parkinson, ko nevrolog ali parkinsonska sestra tem novo diagnosticiranem 1-2 ure predstavi bolezen, se z njimi pogovarja. Istočasno pa dobijo tudi naš priročnik, kako živeti s Parkinsonovo boleznijo, v katerem so naši strokovnjaki slovenski napisali vse, kar vedo trenutno o bolezni. Mislim, da je ta priročnik kar edinstven zdajle v Evropi, da drugje kaj takega podobnega nimajo. V ta program pridejo vse osebe, ki so dobile novo diagnozo, ne glede na to, a so člani ali niso člani. In prav zato moramo biti dobro povezani nevrologi, da te bolnike pošljajo v društvo, da jih napotijo, zato smo tudi pripravili plakate in zloženke, da so napoteni. Naslednja skupina predavanj so tabori. Te pa novi člani, za 4 dni so povabljeni na tabor, kjer sestra Lidija Ocepek, to je parkinsonska sestra, pripravi različna predavanja, in zdajle bomo imeli aprila 23. gremo na Debeli rtič in sem že videla 6 nevrologov bo predavalo, poleg drugih strokovnjakov, to se pravi zadeva na zelo visokem nivoju, poleg tega pa v kontaktu z nevrologom lahko vse vprašajo, nevrolog pa tudi marsikaterega, ker so njegovi pacienti, tudi vidi v naravnem okolju, kako deluje takrat, ko ni pod stresom v ambulanti, ali pa tudi takrat, ko mu zdravila ne delajo tako, ker sicer, če greš v ambulanto, se nafilaš zdravili in si potem dokaj dober. In v takem primeru je slika, celostna slika povsem drugačna, kaj ne? Tako. Pa v sproščenem vzdušju so, tako da lahko opazujejo, lahko se pogovarjajo. Po predavanju vam povem, je vrsta ljudi do nevrologa ali pa do kakšnega drugega specialista, da sprašujejo, da razjasnijo, pa tudi intimna vprašanja, ki jih mogoče v javnosti mečejo, ker tukaj so tudi kakšne take stvari, o kateri ne radi govorijo, čeprav mislim, da so naši člani kar zelo odprti in odpiramo vse teme, ne glede na to, kako je mogoče tabu tema trenutno v družbi. Potem imamo Strli bomo orehe, 3-dnevne srečanja, to je pa za vse člane. Samo problem je tukaj sredstva dobiti, da mi lahko gremo za 3 dni, da povabimo, to je 160 do 170 ljudi za 3 dni, do zdaj smo hodili na Debeli rtič, pa nimajo več prostora, ne vem, upam, da bojo, da smo bili lansko leto v Adrii, tudi v Ankaranu, tako da nam kar gre, tam pripravimo pa bolj taka predavanja, ki jih mogoče vidimo, da bi bolniki želeli o tem spregovoriti. In je zelo zanimivo, predvsem je pa tudi veliko plesa, se zelo podpiramo telesno aktivnost in zdajle se nam je usulo namizni tenis, se igra skoraj po celi Sloveniji. 13. maja imamo državno prvenstvo, lani smo bili v Puli na svetovnem prvenstvu, 1 leto prej v Berlinu in imamo zlate medalje, srebrne. Mislim, zelo so, neverjetno so dobri in človek ne more verjeti, kako lahko človek, ki zelo težko pravzaprav do mize pride, na koncu lahko igra ob tistem zvoku ping-pong žogice.